Prodaja avtomobilov v Sloveniji je bila lani nekaj večja kot leto prej. Najbolj priljubljene ostajajo evropske znamke, v boj za tržni delež pa so se prvič bolj resno vmešali kitajski proizvajalci. Velik skok so doživela tudi vozila na električni pogon. Takšno je bilo že vsako 10. na novo registrirano vozilo, kar je enkrat več kot leto predtem. In kakšni so obeti za letošnje leto? Marko Gregorc. Dobrih 57.000 avtomobilov je bilo prodanih v letu 2025, kar je malce več kot leta 2024, a daleč od rekordnega predkoronskega leta 2019, ko je bilo v Sloveniji prodanih več kot 70.000 osebnih vozil. Zdaj seveda beležimo večji porast prodaje na osebnih vozil, 8+ %, dočim prodaja gospodarskih vozil pa precej nižja, za skoraj dobrih 17% manj kot v letu 2024. Če razlogi za velik padec nabave gospodarskih vozil niso jasni, je nesporno dejstvo, da je bil najbolje prodajan model osebnega avtomobila Renault Clio. Na ceste jih je prvič zapeljalo natanko 2446. Pri tem je pomagala verzija iFi Slovenija, se pravi verzija, ki je bila narejena v Revozu, v Novem mestu. Tako da tukaj še vedno vidimo, da je ta slovenska narodnost oziroma Slovenci imamo radi, da kupujemo izdelke, ki so narejeni v Sloveniji, tako da tukaj definitivno je to pripomoglo pri tem rezultatu. Slovenci tudi sicer še vedno najbolj zaupamo evropskim znamkam, ki so predstavljale približno 2/3 prodanih avtomobilov, a so se v konkurenco prvič resneje vmešali Kitajci. Kitajska vozila vstopajo v evropski trg z veliko žlico. Dejstvo je, so lahko rečemo dobri konkurenti, tudi znamka, ki jo mi zastopamo kot skupina Emil Frey Leapmotor, je po lanskih samo 6 mesecih prodaje na prvem mestu med kitajskimi 100% električnimi vozili. Delež kitajskih avtomobilov je sicer res še vedno le okrog 5%, a je presenetljiva rast tega deleža, ki je bil predlani komaj zaznaven pri približno 1% prodanih avtomobilov. Ko pridajo, ponujajo mogoče nekaj novega, nekaj več, kar mogoče neki tradicionalni brendi, evropski brendi ne ponujajo oziroma se ne poslužujejo teh načinov prodaje. In vsak avto oziroma vsak produkt ima svojega kupca. Še večji skok pa je bilo opaziti pri prodaji električnih vozil. Električnih vozil, ta je bistveno višja, kar za 100+105% višja kot leto poprej. Letos smo končali 6500+ prodanimi vozili. Dobro prodajo električnih vozil pričakujejo tudi letos. Pri Renaultu stavijo na elektrificiranega Twinga. Kar je pozitivno tudi za nas je, da to vozilo oziroma ta model se bo proizvajal v Revozu, v Novem mestu in tukaj računamo zelo na ta avto in mislimo, da bo ena lepa uspešnica. Za slabih 10% je medtem upadel uvoz rabljenih vozil.